Ljubitelice in ljubitelji nogometa, dobrodošli na Planet 2. Pred nami pa je še četrto srečanje tretjega kroga Prve lige Telekom Slovenije na mestnem stadionu ob jezeru v Velenju, kjer je danes kar za nogometaše precej neprijetnih 28 stopinj Celzija, obračun med domačimi Velenjčani in gostujočo ekipo Krškega. Hitro je zdaj potegnil Tučić. Tučić išče Parfit Williamsa. Prva priložnost, Parfit Williams in Zalokar je moral ukrepati. Prišlo je do rahlega udarca. Zdaj imajo gostje priložnost, da pridejo do prvega zadetka na srečanju. Da Silva in zadetek! Pri Krčanih tukaj bomo zdaj videli, pogledali tamle, kaj se dogaja, seveda v 16-metrskem prostoru dobro ocenil in Srečkovič, tam je bil Grinec podajo, pustil je žogo tam lepo, vratnica! Volarič je ustrelil natančno, ampak preveč natančno, tako da je zadel vratnico. Smola zdaj za Krčane. Lepo se je zatresla tale vratnica, zdaj ob strelu Volariča. No, na drugi strani pa znova priložnost. Parfit Williams je imel Vasiljevič. Williams. Solomon. Podaja Pušavarja. Lepa akcija zdaj Velenjčanov in gol za izenačenje. Krčani zdaj pletejo tamle točno pred vratarjem in poskus strela, ne, mimo gola. Znova priložnost za goste. Ogrinec je zdaj, uteka tudi Da Silva. In mimo gola Ogrinec. Volarič s predložkom v kazenski prostor. In rešili so se zaenkrat Velenjčani, a napada še ni konec. Da Silva z dolgim... nevaren strel, vseeno je bil to. Torej še 2 minute in pol igre in znova tam nevarno. Jaz bom rekel, da sem zelo vesel te točke. Takšno igro, kot smo prikazali v prvem polčasu, je to velika točka. V drugem polčasu smo odigrali vse malo bolje, še zdaleč pa od tistega, kar so fantje sposobni. Nam se res pozna ozek igralski kader in ta Evropa, nekateri utrujeni, nekateri pa z glavami ne na pravem mestu. Zaradi tega iskreno opravičilo gledalcem. Jaz upam, da nas ne bodo zapustili v takšni predstavi prvega polčasa. Drugem je bilo več želje, 2, 3, 4 priložnosti. Treba priznati, da je tudi Krško imelo svoje lepe priložnosti, tako da na koncu mislim neodločeno zasluženo za oba moštva. Mi sami pa vemo, da jim moramo še veliko postoriti, tako kot se skozi pravimo, v vezni liniji še iščemo 2 igralca. In potem bo konkurenca boljša in tudi verjetno odnos in vse skupaj v igri drugačno. S prikazanim mislim, da sem lahko zadovoljen. Ustvarjali smo si šanso eno za drugo in mislim, da smo danes izgubili 2 točki, vendar po taki sparini, po takimi pogoji so fantje odgarali, odtekli tekmo nad mojimi pričakovanji in jaz jim lahko samo čestitam. Žal pa se take priložnosti ne smejo zgrešiti in potem ponavadi se take tekme na koncu te kaznuje in ne osvojiš niti točke, vendar mislim, da smo danes bili na igrišču boljši nasprotnik, si priigrali in prigarali veliko več priložnosti kot domačin. Domačin je praktično zadev iz edinega strela v okvir gola v drugem polčasu, mi pa nismo danes bili v tej končnici prisebni, kvalitetni in na temu bomo pač delali, tako kot sem povedal že na samem začetku prvenstva. Mislim, da ta ekipa bo pravo luč prikazala nekje v drugi polovici tega meseca, ko se bo igrala in
Mislim, da so tudi danes, tako kot proti Olimpiji, danes pokazali fantje pravo igro. Žal smo bili neučinkoviti in zato se v Krško vračamo samo s točko.